Jaz pa moja mala raketa, sva od adrenalina zadeta. Po Nürburgringu hitiva in se en drugmu smejiva. 7:30 zjutraj, čista tišina, čas za Nordschleife. Takole je, ne? Pri meni je svet dostkrat obrnen na glavo. Kako to misliš? Ja, ko sem prvič peljal Nordschleife, to je bilo 5 let nazaj, sem se iz prve usedel v Lexusa LFA. Se veš, to je superkar, s tam 550-560 konji, ki ga je Lexus prodajal za 350 jurjev. Sliši se super, ne, za LFA na ring, ne, to je pa noro. Valjda, da je noro. Ampak v bistvu jaz hočem en drug point čez spraviti. Da se da na ringu uživa tudi z bistveno manjšim, pa veliko cenejšim avtom. No tukaj pa na sceno uleti tale pičipoki. Ford Sport K. Ti se kar smej, ne? Samo živo bom pa jaz. Aha. Trebuh noter. Že drvim. Drugač pa ta avto poganja 1,6 litrski motor, 120 konji, kar je praktično nič. Ampak bistvo je v tem, da hočem dokazati, da se da na Nordschleife uživati tudi v zelo preprostih avtomobilih. Sam pizdarija, kakorkoli pogledaš iz LFA-ja na Ford Sport K, pa vse malo preskoka, ne? A sada je vrag odnio šalu, a? Moj načrt za vsak krog pa je, da me ne prehiti več kot 20 avtov, pa da jaz prehitim vsaj enega. Pa ta ni štel. Proga je še ful vlažna. Vsi vozimo ali pa vozijo bolj po jajcih. Zdaj pa da vidimo, koliko je ura. Prehitil sem ta prvega. Svet Leon Cupra. Pa kje si zdaj? Pa podvozje tega avta je tako razštelano, da to ni res. Glavnem nevaren ke svina. Podlaga pa tako gladka. Zdaj prihaja na vrsto karusel. Drugo avto zdrsne, seveda. Se pa nasloniš noter, pa probaš uživati. No, na točno temu vinku je pa včeraj ven letel en 70 let star gospod. Vozil je širokota in bojda je imel pod pasom že več kot 100 krogov na ringu. V glavnem v ograjo se je razkantil tako kot ta prav profesionalc in so ga gladko odpeljali z rešilcem. Tako je bom rekel, ne? Vlažen Nordschleife, pa avto, ki je mečken zmahan. Zalogaj za čisto vsakega voznika, 100%. Moram priznati, da jaz v nobenem avtu nisem še bil toliko posran, kot zdajle v temule. O, grda, stari, pa ne tle. Ven iz realne linije pa pizda. Tega kretena, stari. Proga se je končno posušila in tudi tale K se je malo umiril, pa še jaz sem bil malo manj nervozen. Tako da sem v 4 krogih vožnje, od teh so bili en zelo vlažen, en samo na pol vlažen, pa recimo da 2 suha, spravil skupaj en, recimo, dober konkreten krog. Tak, da je šlo res hiter. In izkazalo se je točno to, kar sem napovedal. V začetnem prvem krogu, v katerem sem v avtu trpel, pa bil posran kot že dolg ne, sem potem na suhi stezi začel počas pa res uživati. Če vedno velja, da je tale K skrajno nepredvidljiva zadevca, zato ker je podvozje res zmahan. In če voznik nima zaupanja v svoj stroj, pa je vse skupaj je 3-krat težje, a veš? Za zaključek videa pa nekaj za hardcore fane. Za vse tiste, ki me ves čas sprašujete, stari, kakšne avto si pa kaj videl? Jaz bom te hudiče zdaj nametal na pol sekunde, vi pa pauzo pritiskite, če hočete, a prav? Stop! Kratek intermezzo. Igor Jesih. Stari, se ne bo še za tvoj rojsten dan. A imate že dost? A še ne? Ja, pol pa še. Ta NSX je avto novinarskega kolega iz Velike Britanije, pa sem se malo noter usedel. A na hitro povem, kaj si mislim. Vse skupaj je orientirano zelo na voznika, vse je ful pri roki.
Valjda so merilniki digitalni, volan je spodaj presekan, glih prav debel, pa razmeroma majhen, ful lepo sede v roko. Tale sredinska konzola je ful preprosta, vidiš? Zaslon, klima, potem imaš pa tukaj izbiraš položaj menjalnika in tako naprej. Barvna kombinacija mi ni baš do jaja, ne, te rdeči sedeži. Ajde, jaz bi kaj drugega zbral. Drugače so pa ful udobni, pa mislim, da imajo kar dosti opore, mogoče malo ramenih, ampak glej, tega avta nisem peljal, tako da ne morem soditi. Drugače pa avto prvič vidim v živo, tako izven kakšnega avtomobilskega salona in moram reči, da je res kar impresiven. Mislim, oblika je dosti zajebana, a veš? Taka, da ti je jasen, da je ta avto hiter, še preden se sploh premakne. No, Honda loveri, sam ne reč, da nisem poskrbel za vas. Veš, to so pa moje mokre sanje. Kaj enkrat peleš open wheelerja, je pa si zasvojen. In to za zmeri.